En lep pozdrav. Slovenci smo res podjetni ljudje. Da je res temu tako, govori že zgodovina. Kdo ne pozna Martina Krpana? Bil je, lahko rečemo, skorajda prvi podjetnik, kaj ne? Ampak šalo na stran, kaj pravzaprav je podjetništvo? Jih res prepoznamo takoj, podjetnike namreč? Morda kakšnega niti ne, pa vendarle je njegov vpliv še kako viden. Zato bo Maja Kocmur, direktorica SBC, torej Kluba slovenskih podjetnikov, zdaj na zelo praktičen način pokazala, kako pomembno je podjetništvo v Sloveniji. Učinki podjetništva segajo veliko dlje, kot se morda zdi na prvi pogled. Tako kot ta kamen, ki ga zdaj vržemo v vodo, ustvarja številne valove in valovanje. Tako tudi vplivi podjetništva segajo veliko čez uspeh podjetja. Prvi val je kot ustvarjanje delovnih mest, ki zagotavljajo uspeh lokalni skupnosti. Drugi val je prispevek, ki ga dajo podjetja v državno blagajno, zato da lahko gradimo ceste, šole in bolnišnice, ki jih potrebujemo vsi. Uspešno gospodarstvo je kot tretji val, ki ustvari četrtega, to pa je uspešna država, prijazna za življenje vseh prebivalcev. Ja, v Sloveniji imamo ogromno podjetnic in podjetnikov, ki našo družbo in državo bogatijo na različne načine. Sem podjetnik in v okviru podjetništva živim svoje sanje. S svojim delovanjem skrbim za okolje in za celotno slovensko družbo in jo probam izboljšati. Želim vsem, ki se zanimajo za podjetniški poklic, da se nam pridružite. Podjetništvo je način življenja, avantura, a tudi trdo delo in tveganje. Ni za vsakogar, a vsakdo se lahko preizkusi. Ste kdaj pomislili, da so lahko podjetniki tudi športniki, ustvarjalci in glasbeniki? Moje ime je Leja Filipovič in s pomočjo digitalnih omrežij sem gradila uspešno blagovno znamko pod imenom Lepa Afna. Moje delo vključuje vse od kreativnega ustvarjanja do neke logistike oziroma dogovarjanja z naročniki. Neka odgovornost je seveda za vsakim sprejetim sodelovanjem in neznosno uživam v bistvu s tem, kar počnem. Zelo je razgibano delo, dinamično delo in to mi tudi ustreza. Tako da vesela sem, da sem uspela s pomočjo svoje lastne kreativnosti zgraditi uspešno podjetje. Sem Luka Jezeršek in sem kuharski mojster. Skupaj z svojo ekipo pripravljamo nepozabna kulinarična doživetja, da ljudem polepšamo dan, večer ali pa dogodek. Tako kot so pri jedeh pomembne dobre sestavine, so na drugi strani v podjetništvu pomembne dobre vsebine. Piko na i pa pri obeh stvareh daje kreativnost, ki pravzaprav loči povprečno od dobrega ali pa še boljšega. Toliko o tem. Čau! Yo, what up, yo? Jaz sem MK in sem glasbenik po poklicu. Ker z glasbo služim svoj denar, se smatram tudi za podjetnika. Podjetništvo je zelo zanimiva stvar, večplastna stvar, tako kot je tudi glasba. Pri glasbi, ko narediš komad, se pravo delo komaj začne. In sicer tukaj pride še promocija, organizacija koncertov in razen merch, ki ga moraš narediti. Zato je večplastno in če si dober glasbenik oziroma dober glasbenik po poklicu, si posledično tudi dober podjetnik. Živjo, sem Matej Mohorič, sem poklicni kolesar, vozim za ekipo Bahrain Victorious in tako nekako v mojem športu, da si uspešen, je zelo pomembna vztrajnost. Nikoli se ne smemo predati, tudi takrat, kadar nam kaj ne gre. In tukaj se mi zdi, da je zelo lepa vzporednica tudi s podjetništvom, tudi v poslu. Nam zagotovo vedno stvari ne gre po načrtih, ampak je pomembno, da vztrajamo pa da se nikoli ne predamo. In ja, tudi če okoliščine niso idealne, da nadaljujemo s svojim delom in svojo predanostjo. No, podjetnik je pravzaprav lahko vsak, ki se preživlja svojo lastno idejo. Pa je šla ekipa SBC-ja na Ljubljanske ulice med mlade preveriti, kaj vedo o podjetništvu, o idejah in o tem, kako biti in postati podjetnik. Si že zataknil. Ne vem, da narediš nekaj novega za ljudi in da pa se pa to prodaja. Vse tisto, kar izpeljemo iz nekih svojih idej in potem iz teh idej nekaj ustvarimo, torej zgradimo nekaj iz tega. Podjetništvo je nekaj
ko imaš podjetje in upravljaš z njim? Ja, podjetja pa to prodajanje, pač, ja. Nekdo, ki ustanovi podjetje in se potem ukvarja s tem izključno in samo s tem. Upravljanje s podjetjem in vodenje k nekemu cilju, večinoma pač k pridobivanju več denarja in več materialnih sredstev. Odpreti podjetje, ki posluje v dobičku. Podjetništvo je zame nek cilj, ki ga mogoče vsak posameznik lahko z nekim svojim podjetjem odkriva, dela nek svoj produkt, nekaj podobnega. Način življenja pa v bistvu ena veščina, ki jo ima človek v sebi in jo uporablja za to, da se preživlja, pa da ustvarja nekaj novega, ki bo pomagal svetu. Če bom najdla neko svojo stvar, ki me bo zanimala, pač mogoče ja. Ne, nikoli. Ja, ampak bo videl, pa sam. V bistvu ja, kakšen svoj, ne vem, patent. Ja, sem na ekonomski, pa tudi podjetništvo kar zanimiv predmet, no, tako da, ja. Ja, zanimanja je pričakovano seveda veliko, morda je znanja malce premalo. Zato prisedimo v učilnico, kjer je ravnokar učna ura o podjetništvu. Še prej pa animacija, povsem enostavna, o osnovah. Podjetnik ugotovi, da lahko svojo idejo razvije izdelek, storitev ali pa pomagati rešiti izziv, ki ga je opazil. Idejo razvije in jo testira. Preveri, kaj si o tem mislijo tisti, katere zanima njegova rešitev. Če je odziv na trgu dober, lahko začne tudi s prodajo. Kupcem je izdelek ali rešitev zanimiva in jo želijo imeti. Zanjo pa so pripravljeni tudi plačati. Podjetnik je s svojo rešitvijo ustvaril novo vrednost na trgu. Njegovo zadovoljstvo pa je dvojno. Pomagal je ljudem, pa še plačilo je prejel. Podjetnik živi od svojega dela, drugim pa omogoča službe. Svoje ideje lahko razvija še naprej. Del zaslužka vsakega podjetja gre v našo skupno blagajno, ki jo imenujemo državni proračun. Z denarjem iz proračuna država omogoča, da imamo urejene ceste, šole in bolnišnice ter drugo pomembno infrastrukturo. Tudi država mora podjetnikom zagotoviti dobre pogoje za delo, razvoj in ustvarjanje. Saj od uspešnih podjetnikov imamo korist vsi. Vsi smo na boljšem. Dober dan, dragi dijaki. Današnja ura podjetništva bo posebna, namreč pri uri se nam bo pridružila gospa Sandra Turnšek, podjetnica, lastnica in direktorica mlekarne Krepko. Dober dan. Ja, hvala. Hvala za povabilo. Dijaki, lepo pozdravljeni, nekateri med vami tudi bodoči podjetniki, vsaj upam, to je tudi moje današnje poslanstvo. Danes sem tukaj pravzaprav, da vam predstavim bistvo podjetništva. Vsak namen podjetništva je usmerjen pravzaprav v prihodnost, v nek razvoj celotne družbe. Ja, podjetništvo izgleda dosti easy, ampak kaj je res? Podjetništvo je, kasneje se zelo hitro izkaže, trdo delo, ni enostavno, ampak ne glede na to, moraš biti zvest svoji ideji. Zakaj pa ste se vi odločili za podjetništvo? Vedno sem bila radovedna, zvedava, tudi uporniška, če že želite slišati. Tako si sama želim kreirati dan, da je bila pot v podjetništvo pri meni zelo samoumevna. Katere pa so lastnosti uspešnih podjetnikov? Prepoznati trenutek, kdaj moraš kaj narediti, kdaj je prav tisti trenutek, ki bo pomenil napredek za tvojo dejavnost. Kaj pa, če v bistvu nimam sredstev oziroma denarja, da bi uresničil svojo idejo? Primerno vprašanje, kaj ne, in na to nam bodo najbolje odgovorili kar v NLB-ju. Dobre podjetniške ideje potrebujejo močno finančno podporo. Zato smo tukaj mi v Novi Ljubljanski banki, da vam pomagamo uresničiti vaše sanje in udejanjiti podjetniško vizijo. Sandra, kakšen bi bil vaš nasvet za konec? S trudom in vztrajnostjo vaše veselje
doživljenja, veselje, kar radi počnete, lahko postane tudi vaš poklic. In kaj tebe veseli, oziroma kaj pa ti rad počneš?